Jaz Facebook dostkrat primerjam z nekim diskačem. In vi kot administrator ste DJ in mogoče to prihaja iz mojih travm iz prejšnjih časov, ampak DJ mora točno vedeti, kdo je tista publika, ki je spodaj. Najprej mora privabiti na plesišče, na kakšen bolj način, potem je mora animirati, bodi si s pravo moderacijo ali pa s pravim izborom glasbe, da se bodo stiskali, da bodo noreli, da jih malo zmatamo, da gre potem za šank pit, da imamo konc koncev iz tega cirkusa nekaj od tega. Ampak poanta je Facebooka oziroma tega DJ-ja on moment, ko bo muzike konc, ko bo nekdo ugasnil ogrečevalc, ali pa boste vi zavrteli napačen komad, mogoče ga lahko zavrtite enkrat, dvakrat, potem bodo pa ljudje šli. In tudi, ko ne bo muzike, bodo ljudje šli. In to je prekletstvo, ker enkrat odprete vaš tiskač, muzika nikoli ne sme ugasniti. In če imate energijo, voljo, dovolj komadov, ste gobčen človek z neko sposobnostjo komunikacije, kot je bil Facebook zakon. Če vam je pa to obveza, ki vam je nekdo naložil, potem ste pa vi en krmežlav DJ, ki takole gleda na uro, pa te pejte dan. Jaz sem rekel, imam 3 zote, ne pa še. In poznam mnogo firm, ki so upale. Ravno zaradi tega pristopa, še eno dodatno obveznost. In tem je po moje dosti boljš, da greste nekaj drugega početi. Bo več efekta.